Pa si poglejmo tole neverjetno potovanje. Od strojev, ki so zasedali cele sobe, do te majhne naprave, ki jo zdaj držimo v roki. Kako smo sploh prišli do sem? Sprehodimo se skupaj skozi ključne preskoke, ki so to neverjetno računsko moč spravili naravnost v naše žepe. Pomislimo za trenutek. Ta tanka ploščica stekla in kovine v našem žepu. Kaj v resnici je? No, je veliko več kot samo telefon. To je pravzaprav končna postaja več kot stoletja drznih idej, mehanskih sanj in res neverjetnih tehnoloških preskokov. Ampak počakajmo malo, kaj sploh je računalnik. Ne gre samo za seštevanje števil. To zna vsak kalkulator. Ključna beseda je program. Računalniku lahko damo nekakšen recept, algoritem. Kalkulator, ta zna samo eno stvar. Računalniku pa lahko danes damo recept za urejanje fotografij, jutri za igranje iger, pojutrišnjem pa za skladanje glasbe. Ravno ta zmožnost, da mu lahko nenehno spreminjamo recept, je tisto, kar ga naredi tako neverjetno močnega. Še preden so obstajali čipi in elektrika, je obstajala ideja. Ideja, ki so jo poganjali zobniki in para. Potopimo se v čas mehaničnih sanjačev, ki so si zamislili prihodnost, še preden je bila tehnološko mogoča. Tukaj imamo dve ključni vizije. Na eni strani Charles Babbage, ki je že v 19. stoletju sanjal o ogromnem sparognanem, analitičnem stroju. Hotel je zgraditi fizično, mehansko napravo. Potem pa, stoletje kasneje, pride Alan Turing. On ni razmišljal o zobnikih, ampak o čisti logiki. Njegov univerzalni stroj je bil miselni eksperiment, s katerim je postavil temeljno vprašanje, kaj sploh je mogoče izračunati. In to je ta bistvena razlika. Babbage je hotel zgraditi stroj, Turing pa je definiral računanje samo. A Babbage ni bil sam. Ada Lovelace, njegova sodelavka, je videla nekaj, česar drugi niso. Dojela je, da stroj ne bi računal zgolj s števili. Lahko bi delal s kakršnimikoli simboli. Lahko bi, na primer, skladal glasbo. S tem je v bistvu napovedala sodobni splošno uporaben računalnik in si upravičeno zaslužila naziv prve programerke v zgodovini. No, zobniki in para so imeli svoje meje. Za naslednji korak je bila potrebna nova sila – elektrika. In s tem vstopamo v dobo elektronskih možganov, ogromnih sob, polnih žarečih, brnečih vakuumskih cev. Poglejmo si te številke za en jak. 30 ton. To je teža 5 odraslih slonov, 18.000 vakuumskih cevi, ki so se nenehno kvarile in grele prostor kot peč. Porabil je toliko energije, da so menda luči v bližnjem mestu utripale, ko so ga zagnali. To ni bil samo računalnik, to je bila prava pošast. Ampak ti velikani so imeli eno ogromno pomanjkljivost. Njihov program ni bil programska koda, kot jo poznamo danes, ampak labirint fizičnih žic in stikal. Če so hoteli, da stroj opravi novo nalogo, ga je bilo treba dobesedno prevezati. Sprememba programa je pomenila ure, če ne dneve dela s kabli. To nenehno prevezovanje je bilo seveda popolnoma nevzdržno. In potem se je porodila genialna, a v resnici preprosta ideja. Kaj pa, če bi navodila, torej sam program, shranili v pomnilnik, enako kot podatke? S tem program ne bi bil več del stroja, ampak del podatkov, ki jih stroj obdeluje. Ta miselni preskok je spremenil vse in ustvaril prve resnično prilagodljive, vsestranske računalnike. In ta trenutek ima tudi točen datum, 21. junij 1948. Takrat je računalnik z vzdevkom Baby v Manchesteru kot prvi na svetu zagnal program neposredno iz svojega elektronskega pomnilnika. To je v bistvu rojstni dan sodobnega programilnega računalnika. V redu, računalniki so zdaj postali programabilni, ampak so bili še vedno ogromni. Naslednji izziv je bil torej učiten. Kako vso to moč skrčiti? Začela se je revolucija pomanjševanja. Prelom se je zgodil leta 1947 z izumom tranzistorja. To je bila rešitev za vse težave. Zamenjal je vroče, krhke in nezanesljive vakuumske cevi. Bil je majhen, trpežen, porabil je malo energije in bil je zanesljiv. To ni bil le majhen napredek, to je bil kvantni skok, ki je omogočil, da so računalniki postali manjši, hitrejši in bistveno bolj zanesljivi. Logičen naslednji korak je bilo združevanje. Namesto da bi spajkali vsak tranzistor posebej, so inženirji ugotovili, kako jih na stotine, kasneje milijone in milijarde, natisniti na eno samo silicijevo ploščico. In tako se je rodil čip, integrirano vezje. Vse to pa nas pripelje do kronskega dragulja te revolucije pomanjševanja, mikroprocesorja.
To je tisti trenutek, ko so celotne možgane računalnika, centralno procesno enoto ali CPE, uspeli stisniti na en sam čip. Ta izum je na stežaj odprl vrata dobi osebnih računalnikov. In to je ta čip Intel 4004, predstavljen leta 1971, prvi komercialni mikroprocesor na svetu. Morda danes ne izgleda posebej impresivno, ampak ta majhen koček silicija je sprožil revolucijo, ki je na koncu računalnik prinesla v praktično vsak dom. Z mikroprocesorjem so bili postavljeni vsi temelji. Računalnik je bil končno pripravljen, da zapusti ogromne laboratorije in vstopi v naš vsakdan. Ključni trenutek je bil avgust 1981, ko je na sceno stopil IBM s svojim osebnim računalnikom. Ni bil prvi, ampak ime IBM je imelo težo. Zaradi njega je osebni računalnik postal resno orodje za pisarne in kmalu tudi nepogrešljiv del doma. Ampak danes večina računalnikov sploh ni več na naših mizah. So nevidni, so vgrajeni v skoraj vse okoli nas, v avtomobilih, gospodinjskih aparatih, igračah, povsod. Računalništvo ni več nekaj, kar počnemo, je nekaj, v čemer živimo. In s tem smo spet prišli do pametnega telefona. Naprava v našem žepu je dobesedno milijardokrat zmogljivejša od tistih prvih računalnikov, ki so zasedali cele sobe. To je osupljiv, skoraj nepredstavljiv rezultat te 70-letne odiseje pomanjševanja. Pot od sob do žepov je torej trajala približno 70 let, napredek pa je bil eksponencialen in je popolnoma preoblikoval naš svet, kar nas pripelje do ključnega vprašanja, ki ostaja. Kaj sledi? Če smo v samo 70 letih prišli od sob do žepov, kje bomo čez naslednjih 70?